Živijo v novem vlogu. Danes je za nas en res prav poseben dan. Praznujemo namreč 3 leta, odkar smo šli iz Slovenije, oziroma 3 leta na poti, tako da bomo verjetno ostali danes na mestu, pa malo praznovali. Za kosilo si bova privoščila vegetarijansko lazanjo. Ja, sicer niso vegetarijanci, ampak nekako tukaj še niso niti mesa našla, niti se nam ni dal s tem ukvarjati, tako da je lažje vegetarijansko delati. Ja, so pa 3 leta na poti res hitro minila, sploh zadnje leto se mi zdi, da je res ekstra hitro šlo, tako da dlje, kot smo na poti, hitreje mineva vse skupaj. Ja, prav res. No, včeraj smo bili bolj na mestu in smo uživali in praznovali našo 3. obletnico potovanja. Danes jutri imela pa Nastja še zapisati, tako da smo se malo kasneje spokali, ampak je bilo vseeno zanimivo, ker so prišli eni domačini obirati palme, so datlje pobirali, tako da sem jim pol tam nekaj pomagal pretresati in so naju pol še na čaj povabili, ampak žal je bila že malo preveč ure, tako da so odklonila povabilo in so odpeljala naprej. Zdaj smo na poti proti Atlasu, danes sicer ne bomo že čisto do tja, ampak ja, peljemo se nazaj proti severu. Mi smo na poti naprej, naš naslednji postanek je en kanjon v Atlasu, ki je sicer zelo turističen, tako kot v resnici že cel Atlas, že kar precej turističen. Do tja imava 2 opciji, ena je po glavni cesti, kar bi nam vzeli en dan, ena je pa po 2 stranskih, kar nam bo vzeli 2 dni. Zbrala sva to stransko, v bistvu, ker bo verjetno bolj zanimiva, pa tudi nekako se nama še kar ne greva ta turističen kanjon. Ja, na splošno smo sicer opazili, da je že cel Atlas veliko bolj turističen, oziroma ja, ne vem, ali je toliko turističen, ampak pač vseeno so vajeni zahodnjakov tukaj in je, kako so kar veliko razliko opazila med severovzhodnim delom države, kjer
ker so nam bili res povsod ful veseli. In tukaj, kot prvo, nam že itak vedno skozi mahajo otroci, da naj se ustavimo, da bojo kaj dobili. Kot drugo se nam je zdaj že parkrat zgodilo, da so kje parkirana in potem pridejo otroci, to je recimo se včeraj tudi zgodilo med drugim, kao, če imamo kaj vode, kar pač logično dava, ker kdo bo pa otroku rekel ne za kozarec vode. Ampak se nikoli ne ustavi tukaj, no. Potem je vedno, če imamo še čokolado, pa barvice, pa torbo, pa ne vem kaj, denarja, čevlje. In recimo včeraj je bil perfekten primer, ko sta bila bosa in sta hotela čevlje, midva jih nisva dala in potem sva videla, da sta se 20 metrov stran začela obuvati v svoje čevlje, ki sta jih prej tam skrila. Tako da je pač tako res ful karen občutek, res očitno ful stvari od turistov dobijo in pričakujejo, da bojo dobili vse, kar rečejo in zahtevajo. In vedno tako na tak ubogi način, da bi se nam smilali, ampak v resnici nas zelo znajo okrog prsta vrteti. Tako da midva sva kar malo razočarana glede tega, no, ker tam na vzhodu so res bili ful bolj veseli in ful bolj pristni, kakor tukaj, ki jih je pa že malo tale pohlep in kapitalizem pokvaril. Evo, smo se pripeljali v Atlas, v bistvu se je spet kar obrestovala odločitev, da smo šli po teh stranskih cestah, ker smo šli čez en res ful lep kanjon. Ful je bil ozek, res visoke stene, pa čist nič turističen, res ni bilo nobenega razen domačinov, ki so se peljali čez, pa še teh je bilo bolj malo. Drugače pa tukaj v Atlasu malo težje najdeti prostore za spat, kot je bilo do zdaj na unih ravnicah. Tle pač malo bolj razrito se hribovit, ampak vseeno nam je uspelo tukaj najti blizu ene vasi, tako da imamo tudi internet v redu. Ja, je kar trajalo, da smo najdeli primerno mesto, sploh zato, ker je za jutri napovedan dež, tako da sem mogla paziti, da niso kakšni rečni dolinci ali pa kaj takega, pa da bo pač cesta jutri še v redu, če bo slučajno jo voda razrila. Tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija.